fuck, jaz to moram videti. Ti na goste v lokala pa me z vsem vplivaš, vale z izgledom, pač z odnosom na takarja, pa tega s ponudbo, z vsem točno targetiraš določen profil gostov, ne? To je meni hecno, ne, naprimer, ko so eni jezni, ker nimaš Coca-Cola ali pa nekaj, ne. Ja, mi nimamo nič, stari, ja. Se to, ne, mislim, vi ste ekstremni primer tega, da imate vse, bi rekel... Dobro, zdaj imeli Fritz Cola. Ja, vse je bila Fritz Cola, ne. Bila je, sam zdaj, ja. Ne bil sneker tam, ko bala sta bila čez 80, ne, prije, zmatran, stari, vroče, pečka, Jessica streže. Ja, Coca-Cola, kokto bom, ja, nijam kokte, te pa Coca-Cola, ja, ni Fritz Cola, ono, to si, zaprite. Ja, fantomi, dajte, veš, to so zdaj tudi starejši, te fanto, nijamo fante. Sam veš, ko folko razložiš na lep način, zakaj nijaš čega, zakaj imaš to, ne, ajde, valjda, eni samo ne gleda ravno, ne, si mislijo svoje. Zato mi hecno, veš, ko ono, jezne na tega, ko nimaš. Ja. Pa kaj te voli, ko sedi drugam, sedem nočem tebe, imeti tu, ne, mislim, tek čistek, ne. Ja. Če kompliciraš, pa je tako, da jaz sem 100% fucking ziher, da meni tak fan Coca-Cola, da ne more piti Pepsija. Valjda, da ne. Sem veš, ko je komplicira. Če bi bilo to zdaj na pikniku doma, prenmo, ne? Ja, vse bi pili, kaj je pač, ne? Ja, valjda ni pač, če smo kolegi, ne? Ali pa veš, to je isto ono, če enmo nekaj poliješ, ali pa nekaj, veš, ko to je na pikniku, na obisku, ne bi nikoli kompliciral. Sam tebi pa malo, veš, malo, da malo moči na tabo, ker ti bo pač samo, jaz osebno, mislim, jaz nimam problem z nekim, ne, jaz se tudi napustim, veš, kaj mislim. Valjda, gost ima vedno prav, pa nija prav, ne, veš, kaj mislim, ne? Ampak pač... So meje. Ja, so meje določene, pač ne morajo hoditi po tebi, ker pač delaš, se nisi jim neki sužen, to veš, kaj mislim. Ampak ja, za gosta moraš lepo poskrbeti, ampak pač res paziti na... Mislim, jaz osebno, jaz ne vem, če sem imel, koliko te delam že, 13 letih 2 primera, pa to delo 6 dni na teden ali pa 5 dni, pa se ne spomnim. Sploh kaj je bilo, veš, kaj mislim, da je bila kakva... Pač lepo razložiti, zakaj nimaš določenih stvari, zakaj je tvoja kava taka, ko je, ne, veš, kaj mislim, ker valjda ni neka klasika, ne. Tak da. Ja, so pa bolj to ni primeri, kavo bom. Ja, ampak jih je vedno manj, se mi zdi, pa pri nas... To so starejši, ko... Ja, ampak tudi pri nas, ko prije kdo recimo, pri nas nimamo nekih butastih naročil, mala bila brez pene s sladnim mlekom. Folk si ne naročuje tega. Veš kaj zaupajo ti? Upajo pa tudi, ko vije, veš, da se kvarja s kavo, ne? Malo sram je nekoga naročiti, neko butasto naročilo. Ja. Mala bila ne obstaja, veš, kaj mislim. Ja, to je neka vmes, ono, to je kar nekaj, mi delamo pač kapučino, mala bila pri nas identična stvar, veš, kaj mislim. Kak bi ti rekel, to je neki so začeli tako malo delati nekje v enem lokalu, ne? Pa se je razvedlo, veš. Pa se je razvedlo, pa oni, veš, ko pol začneš nekaj piti, ti je tek vseeno, čez pol leta ali piješ kapučino ali kavo z mlekom. Samo v enem momentu si se odločil za to, pa ti je bolj pasalo. Zdaj pa ti še kar paše, ne? Kao, samo ti je tek vseeno, kaj piješ, mislim. Res je, ja, mislim. Pač, tudi oska ponudba je kave, da nimaš, veš, nekih zmišljevanj načeloma. Ja, kak ti narečem, vse boljše tak, mislim, pač za ljudi je boljše, tak, ker imaš ti toliko vsega... To je najslabše, imeti tu je neki daljši cenik, pa več pijač, kaj imamo mi od brezalkoholnega, kaj domače, edin čega, tako sajn delamo domačo metino limonado, ko sajn delamo, pa imaš voljela kako kambučo, tonik. 5 stvari po moje, pa to, nimaš ne CD-vite, ne kokte, ne Coca-Cola, ne Fante, ne Sprite, veš kaj mislim, nam tu je, mislim, tako ti prije kjera firma, pa ti reče, gledamo ti toliko denara, tudi pa tudi hladilnik, da boš imel to, ne, rečemo, ne, hvala, ne, noče biti pobrentirani, mislim, to ne merite, to meri res malo, tak. Veš kaj, naveličeš se tudi tega, ker imaš, tako se rekel, pobrendirano, Laško, Coca-Cola, Radenska, Zala, bla, vse zato te Marele, pa milijon onih nekih flyerov na mizi. Flyerje, pa vse nafukano in se naveličeš, ne, ker je, dansko je to nekak ta simplizem je ful vreje, ne, ko pa začneš dirati, da moraš toliko vsega skonzumirati v tem kapitalizmu, da veš ono še, pa še ono ti dam, pa še zobotrebci, pa gor piše Union, pa še ono. Ne, mimo je to, mislim, tu ne vem, toliko stvari imaš, valjda, več robe, imaš, mi tu imamo lokalje male, veš, mislim, skladišče je malo. Ti ne moreš si privoščiti dejansko, da imaš toliko stvari. Ja, dejansko. Kam jih ti ne dam? Škaj, pol pa imaš več stvari, imaš preti bo kje rok potekal čemu, ne? Mislim, folk tak, če ima 5 vod na... Če imaš eno vodo z okusom, bo folk pil, pa isto, če imaš 5, veš kaj mislim.
Koliko ti gre naročili z vodo z okusom, pa ni zavažno? Ne spomnim se, da sem ga dobil. A sploh nisi dobil? No, ne spomnim se, da ima kdo sploh vprašal vodo z okusom. Meni je bilo tako, ko so mi naročili, do meni je rekel zdaj Romer Quelle, limonska trava. To še mogoče ti rečejo, ampak da bi rekel neka zala, rdeče grozdje. Tega vodo z okusom bom ti reči, če ti že rečem. Pa daš pa če kjer je bila ona harmonija, bila breskev, ne? To se spomnim edino. Ostalo pa tuj. Meni naročijo tega. Mislim, pri nas ne naročujejo tega. Mislim, tu je ne radenske z okusom, tega tu je ne naročiš. Se tisto ne vem, kako so prodali radenske, ko boš se špricer? Špricer z okusom breskve ali čez. Tik je, ja, ima svoje prednosti, ima svoje slabosti, to sam mislim, da ima več prednosti, da imaš simple menino. Veš, kaj tu je manj dela, mislim, mi imamo načal, imamo več dela, ker moraš vse sam pripraviti, če moraš ti z nule narediti, ne? Ampak vseeno je pa naravno najboljšega okusa, veš kaj mislim, pa imaš 2-3 stvari, vse smo imeli več, zdaj smo ful črtali, kaj smo imeli več ledenih, če več tega. Samo imaš toliko nekega dela, pol s tem zdaj posebej poleti, veš, ko ti več tega prodaš, ne slogaš niti dela tega včasih, veš kaj mislim. Tu drugačen koncept, nimaš že takoj vjutro, ti prvi uri imaš bolj malo dela, pa si lahko pripraviš. Lahko narediš pripravo, vse lepo. Pol, ko je akcija, pol se vse to miri popoldne, ne. Zdaj leto se pozna, da ni turistov še toliko, ne. Teda mi smo bolj turistični lokal, kako te ne rečem, za turiste, veš kaj, turist vidi to v tujini prije sem, ne. Ja, valjda. Njim je to poznano, nekaj, to je isto, ko greš ti v tujino, greš McDonald's, mislim, ker poznaš, greš ti, ne. Pri nas je čisto ista situacija s turisti pa Rooster Coffee. Poznajo to, ve kaj je specialty coffee. Razume stvar, ne, njemu čisto logično to. Zanimivo, ja. Res, to je pač čist identično eno. Pa ni turistov, mislim, nekaj se že spohaja. Nekaj je, mislim, vse jih je presenetljivo dosti, glede na to, kako je izgledalo. Jaz mislim, da hujše, ja. Ja, ampak ja, mislim, mi poletja smo imeli res prav turistično, veš, prije na zajtrk poje 5 stvari, spije 4 kave, ne. Ampak ja, mislim, jih je presenetljivo dosti zdaj ta mesec bila. Ko pogledaš tak. Avstrica je dosti, no. Glede danes sem to snoto reč, glede danes sem bil na avtocesti, sem bil full avstrijskih tablic, ne, pa sem nima, kam iti, veš, zdaj dosti jih gre na Hrvaško, mogoče, ko vidijo, da tu je zdaj porast tega, ne. Mislim, Avstrijci so tak super gosti, veš, ja mislim. Pa tudi Maribor jim je z Graca prija sem, meni osebno, Maribor je tak bistveno lepši kot Grac, veš, kaj mislim. Prehodiš mesto, čisto mesto, ni gužve. Ni gužve, zastojen parking čez vikend. Zastojen parking, gled, idealno mesto je. Priješ res tak, za jest je dobro, za pit najdeš do stvari, vinsko ponudo imaš v dosti barih, vrhunsko. Ja, mislim, marsikdo se to nas zaveda. Ne, vrhunsko mesto, Maribor. Preseljen, ja, jaz sem bil preseljen iz Slovenske Konjice, sem živel v Ljubljani 2 leti, jaz sem bil v srednje šole v Celje in meni tu ful verje. V bistvu jaz sem hodil v srednjo šolo prva 2 letnika pa pol sem, pa sem pol šel v Štore, ker so bili avtobusi pa levo desno, je prišla taka situacija, da sem šel isti program tja. Glavne, ampak jaz sem pol šel še v Ljubljano in pol sem prišel in sem rekel, veš, pol, ko priješ, pa občutek mesta dobiš, ne, veš, ko se prav prodavka začne meniti s teboj, ne, tak, ne, pač ker ono, veš. Pa Ljubljana, tu je res super mesto, mislim, lepo je, sicer je tam res bila gužva zaradi turizma, ne, ampak vseeno. Greš lepo v Ljubljano, lahko greš v 5 coffee shopa, veš kaj mislim, dobro zajeti lahko ješ, ampak Maribor je vrhunsko mesto. Ja, marsikdo v Mariboru ima ta občutek, da ne, to se ne da nič, to ne. Ne, mislim, ne moreš. Marsikdo ima to, res to je ful ne smeš niti s takim razmišljanjem, tudi če ga delaš po vse gostinstvo ali pa to ne. Ampak gledaj, jaz ko sem šel tam čez srednjo šolo, čez faks, meni so vsi govorili, se splača. Prvo po krizi so vsi govorili, niti v Sloveniji se splača, niti v Ljubljani se ne splača, idi v Avstrijo delati, ne. To so vsi govorili, zdaj pa, veš, to ostane, bolj tudi nekem, bi rekel, spominu, ne, zavesti v neki družbi, da ne, tu se sploh ne splača, tu vlaga denarja, da je gor. Pa imel si tudi zgodbe, tako je ona, kaj je pivovarna, iz Radgone. Bevok, ko so šli sam čez mejo, pa so jim dali zastonj vodo, tu so jim pa hodili, ne vem, kaki davek odturiti, ne. To so bile take ful negativne zgodbe. To je bilo glih takrat, glih po krizi, ne. Točno po krizi je bilo ta, Kako bi rekel, nekako še vsi vedno mislijo, da mora biti ta težka industrija nazaj, Magna je vsak teden v medijih bilo kaj se naredi, to bo svet rešilo, ne, da bi pa delali na nekih zelenih lokalnih startupih, ne.
Ja. Sicer v Mariboru se ful na start-upih dela. Zdaj je vedno več, ja, mislim, to je idealno. Mislim, pa mesto je idealno, pisarne so poceni. Ja. Zdaj, dobro, za stanovanja se gradijo, bo še vedno več stanovanj za te ljudi, ne? Ja. Ampak vseeno, Maribor je res idealno mesto. Tudi, da štartaš nekaj, valjda imaš osnovni vložek, ampak nimaš tako visoke kot v Ljubljani, veš kaj mislim. Ja, definitivno. Ja. Meni se stari take stvari, tako brivec, ne? Okay. V Ljubljani imaš to za 50 €, nisi nič dal, ne? Okay. Pač veš, če hočeš nekam iti. Tule ima en na Cafovi, El Padre Barber, pa še en dela zraven njega, ko vedno poznam, kako se mu reče, ima ta salon, 2 pubeca, ne, 20 stara, za 5 € ti brado zrihta. Ne. Z frizuro skup, celi servis, mislim, da je 14 ali 15 €. Ne. To je vregle. Veš, jaz ko to govorim ostalim komikom, ne, koliko jaz plačujem za stanovanje, koliko je tu, ne vem, kosilo, malca, to pač oni namorje vredne. Ja. Ko so iz Ljubljane, ne, ker pač, ajde, Ljubljana je strateško boljše, če nekaj tak nastopaš, pa če se furaš okoli, do sebe imaš 1 uro. Ja, razen Koroška, pa razen Prekmurja, imaš sebe so v Mariboru si v 1 uri, ne. Na Dolenjskem si v 1 uri, Novo mesto, v Kopru si 1 uri, v Kranju si v 20-25 To vseeno imaš pa toliko ostalih prednosti, veš kaj mislim, glede življenja, pa vsega, stroškov, pa vsega. Se pravim. Meni je tu najverjetno bomba, no. Tudi, kako bi rekel, ko sem začel to neki stand-up sceno nekih večerov novega materiala oziroma open micov furat, mene je ful podpiralo mesto, tako iz okolja. Valjda, ja. Hitro lahko priješ pa navežeš stike, recimo tudi, če priješ do bilo koga, ko ima lokal ali pa kaj, pa poveš, le, to bi delali. 80% je bo reklo, valjda, narej, le, veš kaj mislim. Ne bi rekel 80%. Ne bi rekel, veš kaj, mislim, marsikdo je zainteresiran, ampak pol čujejo, kaj vse stand-up zahteva, ne. A ja, okej. Veš, pol je pa tak, ne, zdaj pa ti bi imel budget, ne. Kaj pa, če bi to mi šli na karte, pa sem iz tega največ delam, ali pa redko kdaj še delam, ker enostavno pol se on nas sekira za promocijo, ne. Veš? A ja, valjda. Veš, kaj mi se on pol nekaj napolna redi, pa pol prije malo folka, pa tvoji kolegi, pa si mislim, dobro, to bi lahko v KGB-u, kjer imam bazo tudi naredil, ne, pa bi mi bilo vseeno, ne. Ja. Pa ono, pa luč, pa Mike, pa me vstopnino, da ne bojo naključni ljudje noter, pa veš, pa priješ tja nekam v eno situacijo, v tem pogajanju oziroma v tem pogovoru z lastnikom, ko si on misli, pa se mi ni treba, ne. Saj mi ni treba. Tudi marsikdo si misli, mislim, razumejo to ljudje, da je to promocija za lokalne. Veš, da imaš ti, daj meni, ne vem, toliko pa toliko denarja, izpolni mi pogoje, ti imaš šank prek, ko boš nekaj zaslužil, pa da jim razložiš, da to je za tebe, stari, to je, mislim, to je promocija, ker če ti to v petek narediš ali pa soboto, v ponedeljek, če bo ratalo, ne, bojo vsi povedali, ko so bili tam na šihtu, ne. Ja, valjda. Že je ful bilo vreje, ne, smo bili tam bla, 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 bla. Ja, veš, kar razve se, valjda, ja. Ja, spoči konstantno delaš, naprimer living room. Okay. Z living roomom sem imel ful vreje z Daveom ta pogovor, ono, ja, valjda, mislim, tam eno stopničko ima kot oder, glih, fajn je, vse je zrihto, malo smo šli na improvizoriš, tak luč, pa ono, to ni bilo najboljše na svetu, ampak stari, 2-krat smo nafilali do zdaj living room, enkrat jeseni, enkrat pa prej pomladi, čist verje, stari, vsi smo se imeli fajn. Vrej, prizorišče, tak ne. Pa pap je angleški, ne, pač stand-up je načeloma angleška neka zvrst. Fuck, jaz to moram videti.